Gospod Havc, z vidika delničarjev, predvsem malih, je bila današnja skupščina kar precejšnje presenečenje. Namreč med drugim je na sami skupščini bil podan predlog strani Republike Slovenije oziroma Slovenske odškodninske družbe, s katerim je pravzaprav prišlo do dodatne razvodenitve delničarjev v lastništvu, in sicer iz naslova že danega hibridnega posojila, takrat 100-milijonskega, pri čemer se je zdaj pokazalo, da je v resnici bila vrednost delnice glede na to posojilo precej nižja, kot je bilo doslej pričakovati. V bistvu smo prišli v situacijo, da so preostali delničarji tako rekoč na tem, da bojo v družbi imeli res zgolj še minorno vlogo. Na drugi strani pa je tudi, kar se tiče same vrednosti delnice, to precej slaba popotnica, tako da bi vas prosil, če lahko komentirate, kako pa je z vidika uprave in družbe bilo to sprejeto. No, v glavnem ne povem, da odkar smo prijeli hibridno posojilo Republike Slovenije 100 milijonov v lanskem decembru, smo dejansko šli v program prestrukturiranja in pa zapadli pod jurisdikcijo Evropske komisije, oddelka za državno pomoč Evropske komisije. To seveda prinaša pred banko precej spremenjeno situacijo, kot je vladala do sedaj. Tudi na področju, bi rekel, kapitala in pa delničarjev z njihovega položaja v lastniški strukturi banke. Zdaj, ko smo pod jurisdikcijo Evropske komisije, moramo upoštevati seveda njene usmeritve in njena določila. Evropska komisija za vsako od teh državnih pomoči izda tudi poseben sklep in seveda toliko monitoringa strani Evropske komisije lansko leto po zimi in pa leto spomladi je najbrž prišlo do takšnih odločitev, ki pa jih je seveda Republika Slovenija verjetno dolžna spoštovati. Tako da jaz tu ne morem druga reči kot to, da menimo, da je posledica tega bila, torej posledica najbrž že usmeritev Evropske komisije pri nadaljnjem procesu morebitne državne pomoči v naši banki. Pa menite, da ni bilo moč pravočasno, torej že prej pred izdajo tega sklepa Evropske komisije 20. decembra, torej slab teden dni po decembrski skupščini in sprejemu odločitve o hibridnem finančnem instrumentu narediti več strani predstavnikov Republike Slovenije. Nenazadnje smo polnopravni člani Evropske unije in drugih institucij na tej ravni, kjer bi bilo morda s pravočasno drugačnim pristopom vlogo, argumentacijo moč izpostaviti tudi pomemben moment, torej 110 tisoč državljanov se je pred dobrimi 5 leti vključilo v odkup državnega deleža. Takrat je bilo dano zagotovilo, da se bo Republika Slovenija umaknila iz lastništva, no danes imamo opravka s popolnoma drugačno situacijo. V tem lastništvu vendarle le pridobiva, hkrati pa ne gre, vsaj ne v današnjem primeru, za neka nova dodatna sredstva, torej za svež kapital, ki bi ga banka pa vendarle potrebovala z vidika zasledovanja kapitalske ustreznosti. Treba je vedeti seveda, da če pogledate trend evropskih, torej vrednosti, tržne vrednosti na borzah evropskih bank v zadnjih letih, odkar je kriza, sploh zdaj v drugem valu krize, so te vrednosti kar precej padale v večini evropskih bank in evropske vlade so precej denarja porabili za to, da so predvsem sistemske banke dokapitalizirale na način, kakšen je bil podoben tudi pri nas, v naši državi. Seveda ni se bilo možno zaradi padanja vrednosti delnice izogniti tudi dilutacijam, torej vrednosti, tržne vrednosti obstoječih delničarjev v njihovem delniškem portfelju, in enaka zgodba se je ponovila tudi pri nas. Kot sem že povedal naprej na tiskovni konferenci, je temeljni postulat banke predvsem kapitalska ustreznost in pa vzpostavljena ustrezna likvidnost, in tema dvema ciljima še žal morajo podrediti vsi ostali cilji, ki so vseh deležnikov v banki. Banka je le specializirana finančna ustanova, ni običajna gospodarska družba, kjer so te premise pa pogoje regulatorjev tako močni kot pa ravno v bankah. Vse gre za institucije javnega pomena, tako da, kaj se tiče sklepov Evropske komisije, jih je
seveda dolžna upoštevati država, Republika Slovenija in pa seveda vsakokrat, ko so informirani o vsebini teh sklepov, sem prepričan, da temu primerno tudi po mojem mnenju ravnajo. No. Tako da zdaj nadaljni potek, kot ga jaz vidim, ne, je predvsem čimprejšnji prenos slabe terjatev na slabo banko in pol seveda, kot ste videli danes v sprejetem sklepu, 400 milijonska dokapitalizacija. Zdaj je cena tega, torej to je nemogoče zdaj napovedovati. Dejstvo pa je, da še vsaj verjetno nekaj časa ne bo nikoli tako, kot je bilo. Ne. Ko so bile delnice po 47, pa pol 16, pa 8, pa ne. Ta čas je bil čas visoke konjunkture v celotnem svetu, sploh v Evropski uniji, in tega časa še verjetno dolgo časa ne bo, kar pomeni, da bodo po mojem mnenju bančne delnice sploh v bankah v Evropske unije še veliko časa kotirale daleč pod temi vrednostmi, kot so bile v času najvišje konjunkture. Žal je to, torej zmotno je prepričanje, ne, da je vrednost delnice padla samo zaradi tega, ker bi naj se v banki izvajali škodljivi posli. Celotno gospodarsko okolje je vplivalo na to. Tisti komitenti, ki so bili še 3-4 leta nazaj dobri, so danes postali slabi zaradi vsesplošnega pojava krize. Tako da padanje trenda rasti delnic je pravzaprav zdaj normalen pojav v časih take krize, kot je v svetu, sploh v Evropski uniji. In je nemogoče povezovati zdaj. Mi smo vse naredili za to, da bi tudi smo imeli v načrtu, mi smo tudi predlagali lanski skupščini, da plačamo 150 milijonov hibrida in 50 milijonov dokapitalizacije. Po našem trdnem prepričanju bi zato konverzija hibrida v delniški kapital nastopila kasneje, ne pa v takšnem trenutku, ko je nastopila letos spomladi. Tako da, ampak zdaj za nazaj govoriti je že prepozno, veste. Mi smo sklepe dali kot uprava in nadzorni svet, ampak seveda skupščina pa je to v decembru izglasovala drugače. Tako da naredili smo vse za zaščito interesa vseh delničarjev in tudi si nismo želeli konverzije tako hitro, ampak žal seveda zaradi obsega plačil, kakršna je bila, ni šlo drugače. Zato, ker je banka prevrednotila kolateralo in so nastopili momenti po dodatnih oslabitvah, kar je seveda pripeljalo do konverzije in do znižanja temeljnega čistega kapitala. Ko vas sprašujemo o možnih drugačnih scenarijih in tudi pogojih, pod katerimi bi bila ta sredstva lahko pridobljena, čeprav se to prišteva med državno pomoč, izkustva iz nekaterih drugih okolij, nenazadnje od Grčije in Cipra, pa tudi Španije, morda eden od zgovornih primerov tudi Islandija z njihovim pristopom reševanja v tovrstnih zaostrenih situacijah, kaže, da bi bilo morda moč pričakovati, da se Republika Slovenija oziroma upravljavci sploh glede na znano predzgodovino v primeru nove KBM vede drugače. Ne bi si namreč želeli, da se ogorčenje, kakršno smo bili priča ponekod drugod, dogodi tudi v našem prostoru. Vsekakor je stabilnost v širše družbenem kontekstu tako pomembnega značaja, da bi vendarle pričakovali, da je ta modrost oziroma ravnanja, previdnost, ki so pri tem toliko bolj na mestu prisotna. Žal se zdi, da s temi predlogi, torej Republike Slovenije na samih skupščinah, z tem, da se lahko iz tega naslova upravičeno delničarji, ki so svoja sredstva investirali v delnice banke, počutijo izigrane. Potem sprašujem, ali vendarle ne bi bilo tu moč in smiselno pričakovati, da bi ravnanje upravljavcev bilo drugačno, bolj previdno in iz tega naslova tudi tisti pogoji, ki so bili izpogajani ali pa na evropski ravni kot taki potem podani z odločbe. Glejte, kriza se je začela že mnogo prej v glavah ljudi in njihovih ravnanjih po celem svetu. Ni bilo to začetka leta 2007 v Združenih državah z Lehman Brothersom, pa veliko prej. Potrošniški val je zajel celotni svet, kupovanje na kredit, na obroke, dejansko zadolževanje, menedžerski odkupi, vsi ti MBO-ji, ki so bili pri nas prosluli, tako imenovani prosluli primeri, izhajajo iz tega izvirnega greha. Zakaj postati lastnik podjetja, če si lahko menedžer?
Ali si najeta delovna sila, ali si pa lastnik, sam pa moraš dejansko iz prihrankov financirati, po mojem mnenju, takšne prevzeme. S krediti je to zelo težko. Veliko ljudi je kupovalo vrednostne papirje, so kredite jemali pri bankah, so zastavljali svoje nepremičnine za to. Tu se začne odgovoren odnos ljudi do takih ravnanj, ki pol prinesejo take posledice. In jaz osebno menim, da mi slabo banko bi že lahko začeli uvajati že 2008, ker že takrat so bili prve tendence. 2008, 2009 so bile že prve tendence, da se bo nekaj zgodilo. In dejansko bi že takrat morali to narediti. Nekatere države so tu pohitele, nekatere ne. Veliko so vpili nekaterih, zakaj je potrebna slaba banka. Ne samo iz vrst politike, ampak žal tudi iz drugih institucij, ki bi morali za to najprej poskrbeti. Zdaj smo jo dobili, ne, ampak seveda zdaj pa so te slovenske banke že v takem položaju, kar se tiče slabih kreditov, ne, da pravzaprav bil skrajni čas, medtem so nam rejtingi padli, ko bi lahko si vse to prišparali, če bi imeli že slabo banko 2008, 2009 formirano in začeli že počasi prenašati slabe terjatve. In verjetno bi se zgodilo tudi to, da vrednost delnic ne bi toliko padala na borzi, ne, bančnih, tiste, ki so kotirajo. Ne. Tako da zdaj mi dva lahko samo poveva to, kar bi lahko bilo. Žal pa nisva oba mogla vplivati na to. Ne. Zdaj, če že ne drugega, vse slaba banka je. Ne. In to bo omogočilo slovenskim bankam spet ponovno normalizacijo poslovanja. Najbolj pomembno, kaj pa je pa to, da pa ne pride spet do ponovnih takih pojavov v bankah, kot so bile do zdaj. To je tisto, kar želim jaz urediti na naši banki, dokončno sistem notranjih kontrol spraviti na takšen nivo, da se taki pojavi sploh ne bi mogli več pojaviti. In delamo na tem z veliko vnemo in pa zelo velikim naporom. Ko omenjate slabo banko, ali je iz tega naslova predvidena kakšna dodatna slabitev oziroma so... Tega zdaj še natančno ne vemo, ker mi smo zdaj dejansko uskladili tele sezname tehle podjetij v prvem valu v skladu z uredbo. Bomo pa to zagotovo zelo malo vedeli, preden bomo seveda podpisali ustrezno pogodbo za družbo za upravljanje terjatev bank. Takrat se bo pa vedelo po prevzemni vrednosti, kakšna bo ta prevzemna vrednost in koliko bo morebitna razlika med neto vrednostmi naših NPL-ov pa prevzemna vrednost, ki se bo jemala na slabo banko. Republika Slovenija je danes umaknila predlog za dokapitalizacijo, kot je bil sprva podan, a vendar je uprava dobila pooblastilo glede na spremenjen statut, da dokapitalizacijo izvede. Kdaj jo načrtujete, glede da je to zdaj bolj... Že kar letos, ne. Slednja moram seveda poudariti, kar je bilo verjetno tudi malo napačno tolmačeno prej, oziroma med vprašanji, tudi med samo skupščino. Uprava lahko izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev. Lahko. Kar pomeni, da v sklepu ni bilo navedeno, da se prednostna pravica izključi. Uprava lahko soglasijo z nadzornim svetom, če bo prišlo do stratega, recimo, ne, ali pa do vstopa v Republike Slovenije, to lahko naredi. Drugače pa jaz osebno, če bi imel dovolj časa, če mene vprašate, bi zadevo peljal z IPO-em v 2 fazah, ne, kar seveda pomeni, da bi omogočil tudi obstoječim delničarjem nakup delnic banke, ki se zdaj načrtuje v okviru te dekapitalizacije. Žal se bojim, da nas bo čas prehitel, ker smo podvrženi tudi odredbam regulatorjev in pa tudi Evropski bančni agenciji. Poskušali bomo res narediti, kaj je v naših močeh za največji optimum. No, seveda ste ugotovili, kam meri moje vprašanje. Ravno to je bila pomembna sprememba glede na sicer predlagan predlog sprememb dopolnitev statuta družbe. Ta nasprotni predlog je podala Republika Slovenija in predvideva možnost izključitve prednostne pravice. Zdaj na nek način pa nakazujete, da vendarle zaradi časovnega okvira dejansko lahko pride do tega, da boste prednostno pravico tudi v tem primeru. Lahko. Obstaja pa velika možnost, da žal to ne bo šlo zaradi triggerjev, ki jih imamo pri zagotovitvi potrebne kapitalske lastnosti banke v skladu s sklepi regulatorja našega. Če se ozreva še mogoče malenkost v prihodnost, znana so vaša stališča, ne nazadnje tudi zagotovila, vezana na perspektivo banke, tudi vaša prizadevanja, da se stvari uredijo, vendarle
kot kaže vselej znova tudi strani zdaj ne samo večinskega lastnika, ampak lastnika, ki je postal pravzaprav več kot 90% prisoten v sami lastniški strukturi družbe. S tem so tudi izpolnjeni pogoji ne samo za iztisnitev delničarjev, pač pa tudi za zahtevo za izstop. Ali po tej plati pričakujete kakršnakoli ravnanja, ki bi vendarle dala tem delničarjem še kaj upanja v to, da bodo za svojo naložbo približno uspešni, ali si lahko obetamo, da bo pri teh cenah, kot so bile danes podane, pa so res že postale zelo mizerne, predvsem v primerjavi s tem, po kakšnih cenah so vstopali delničarji v družbo, da bodo ti kdaj še od te svoje naložbe kaj imeli ali bodo odslovljeni. Seveda veva, da to ni v vaši pristojnosti in domeni, ampak ravnanja Republike Slovenije kažejo, da očitno to vprašanje za njih ni relevantno in ne skrbi, tudi ne v širšem kontekstu, kakšne ima to posledice za kapitalski trg, za delničarstvo v Republiki Sloveniji, ne nazadnje, ne samo z vidika domačih, pač pa tudi tujih lastnikov. Torej, jaz bi najprej izrazil zadovoljstvo, gospod Verbič, ker ste eden izmed hudo redkih predstavnikov malih delničarjev, ki me vprašate tudi, kakšen bo pa razvoj banke v prihodnosti. Kar pomeni zagotovo en daljnosežen pogled na problematiko malega delničarstva, ne samo z vidika, koga nameravamo preganjati v banki za pretekle stvari in tako naprej, ampak vas seveda tudi zanima razvoj banke, kar je bistvenega pomena. Jaz osebno si želim, da bi mali delničarji ostali v strukturi, delniški strukturi banke. Po svetu je kar nekaj zelo zglednih primerov sožitja med strategiji in med malimi delničarji. Nekaj od teh seveda tudi ni dalo prevzemne ponudbe, ki jim nudijo lokalne zakonodaje seveda. In tudi, kolikor se bomo mi dogovorili z strateškim partnerjem, pa s katerim se seveda mora na koncu vedno strinjati tudi Republika Slovenija, takrat bomo probali doseči z njimi tudi sporazum, da bi dejansko, čeprav je to povsem odločitev večinskega lastnika, ne, ampak priporočali jim bomo, ne, da nadaljujemo sedanjim načinom. Mali delničarji so po vseh delniških strukturah, kar jih mi poznamo tudi po svetu, zelo, bi rekel, dobrodošli in pa koristni snovalci neke skupne zgodbe, predvsem zaradi tega, ker dajo določene ideje, drug pogled, kot pa veliki delničarji, na stanje poslovanje družbe. In jaz absolutno zastopam mnenje, da bi mali delničarji bilo zelo dobro, da ostanejo v delniški strukturi. Ne? Ker vsakašnakoli iztisnitev oziroma tako imenovani squeeze out je v bistvu en stres za družbo. Ne? In tudi ni dobro, ne? Tudi teh nekaj odstotkov recimo v delniški strukturi je lahko zelo koristnih že z vidika tega, da ti tudi povejo določene stvari, ki ti mogoče kot uprava recimo jih tudi, bi rekel, svetujejo za svojimi nasveti. Jaz sem za to, da mali delničarji ostanejo v delniški strukturi banke. Seveda odločitev bo pa na največjem lastniku, kdorkoli že bo. Kdorkoli že bo, je to Kdorkoli že bo. napoved kakšne možnosti, da bi to bil tudi kdo drug kot Republika Slovenija? Ja, v prvi fazi najverjetneje ne, v drugi fazi pa je dosti velika verjetnost, da najbrž do tega pride. Ker banka, kot veste, na seznamu podjetje za prodajo in dejansko mi delamo vse v tej smeri. Ne. V bistvu, zdaj smo se tudi že z vlado pogovarjali večkrat in je ta tendenca zdaj, da nadaljujemo s tem. Ne. No, v takšnem primeru bi si prav gotovo država Republika Slovenija kot večinski lastnik glede na vsa dogajanja Ponci Pilatovsko umila roke in prepustila komu drugemu, da iztisne oziroma razlasti manjšinske delničarje. Jaz mislim, da država Republika Slovenija squeeze outa nima v planu, nima namena tega narediti, ona. Tudi če pogledate prakso njeno v preteklosti, ne. Čisto odvisno pa je, kdo bo zdaj tudi novi strateški lastnik banke. Mi si bomo prizadevali, da bomo probali čim več interesentov dobiti in pa bo pa tudi odločitev malih delničarjev, če bodo oni ponudili prevzemno ponudbo, odvisno po kakšni ceni, da bi vstopili, recimo, ne. To. In pa predvsem si želim to, da se to čim hitreje konča. Glejte, na prejšnjem delovnem mestu se jaz za 7 let nisem rabil s kapitalom ukvarjati. Pošta je imela kapitala več kot preveč, ne. A veste, ne, in še danes ima zelo solidni kapital, ne. Ampak zato smo se lahko več ukvarjali s posli.
In mi smo tu zato, da se ukvarjamo s posli in da delamo biznis za banko, ker samo na ta račun nas vidi začnejo, da spraševali, zakaj nam obrestni prihodki padajo. K večjemu rastejo. Ne. In jaz bi rad to poglavje čim prej zaključil, da dobim eno stabilno lastninsko strukturo, da lahko pol začnemo dejansko res, da banko spravimo vred, tako si šika. Ja, pa to je seveda razveseljivo. Veste, da imate tukaj dejansko vso podporo vsaj delničarjev teh manjšinskih, ki niso imeli prav veliko besede ob teh dogajanjih. Kar je zaskrbljujoče pri tem je seveda tista sama cena delnice, ki se pri teh morebitnih postopkih, eventualno tudi prevzemih in glede na zakonodajo tudi možnostih, ki bi jih eventualno po iztisnitvi strani koga drugega, kot pravite, strateškega prevzemnika ali podobno, praktično temu ne bo moč skozi sodne postopke oponirati. Tako da tukaj verjetno razumete, so tiste odločitve, kjer se tudi še teh preostalih dobrih 97,000 delničarjev verjetno odloča, kako in kaj. Jaz predlagam, da počakamo, kaj bo situacija prinesla, kakšen bo razvoj dogodkov zdaj v naslednjih 3-4 mesecih in bo pol že marsikaj več jasnega jeseni. Se bojim, da so ti signali, ki smo jih danes ponovno imeli priložnost spremljati strani Republike Slovenije, večinskega lastnika na skupščini, preko slej lahko pripeljejo do tega, da tudi na organiziranem trgu, kolikor je pač likviden, to odrazi z dodatnim padcem vrednosti delnice, kar je seveda v tem kontekstu toliko slabša popotnica. To drži, ampak drži tudi to, da bodo naslednji meseci pokazali, kako bo z razvojem banke pa z bodočimi strateškimi partnerji. In pol seveda računamo, da se bo situacija pričela izboljševati. Mi delamo vse za to, da banko očistimo starih stvari, škodljivih. No, vse v zvezi s tem ste danes predstavili nekatere rezultate vezane na forenzično raziskavo oziroma preiskavo, da so tukaj vložene tudi odškodninske tožbe in podobno. Vendarle menim, da je to stvar, kateri verjetno, predvsem z vidika perspektive, ne kaže namenjati izključno pozornost. Je pa to naša dolžnost. Naša dolžnost je zaščititi interese banke in delničarjev. In če je banka bila oškodovana, morajo za to odgovarjati tisti, ki so oškodovali. Poglejte recimo, kaj se je v Hypo zgodilo, pa kje je recimo v drugih bankah, recimo po Evropi. Tu ni milosti. Če prihaja do oškodovanja, morajo tisti pol odgovarjati. Zagovarjam pa jaz osebno stališče in to, kar smo tudi mi naredili, mi smo zelo temeljito proučili te primere in zagotovo nimamo namena vlagati odškodninskih tožb zoper nekoga, kjer suspekti oškodovanja niso v celoti podkrepljeni z materialnimi dokazi. In to sem tudi večkrat že jasno tudi povedal. Imamo pa namen to narediti pri tistih primerih, ker imamo vse dokaze za to, da je bila banka oškodovana s strani posameznih oseb. To je to. Namreč za neutemeljeno obtožbo, ovadbo ali pa odškodninsko tožbo nekoga, za katerega nimaš vseh dokazov, da je to res naredil, mu spremeni življenje na slabše. In tukaj želimo biti korektni, zato smo tudi rekli, ne bomo dali nobenih imen. Zato, ker moramo zaščititi njihovo integriteto do pravno močne sodbe sodišča. Danes ste sporočili, da je teh, ki so bili identificirani in zoper katere bodo oziroma so v teku postopki za sprožitev odškodninske tudi kazenske odgovornosti 15, da je zaenkrat v tej fazi... To je zdaj prvi paket, ja. Drugi paket bo pa sledil med poletnimi mesecimi in pa tudi zgodaj jeseni, med katerimi se bodo še vsi ostali manj signifikantni primeri tudi obdelali, proučili in pa dali predlog za tožbe. Je morda še kakšno sporočilo, ki bi ga želeli nameniti? Ja, moje sporočilo predvsem malim delničarjem, v okviru vašega združenja in vsem delničarjem, je predvsem to, da počakamo, kakšen bo razplet dogodkov. Jaz ne bi tako na hitro obupal, kar se tiče bodočega položaja malih delničarjev v Novi Kreditni banki Maribor. Predvsem ob nastopu strateškega partnerja se po mojem mnenju da še marsikaj dogovoriti. Jaz mislim, da vsaka delniška družba potrebuje male delničarje. So na nek način kot vest sistema, zato ker so vplačali svojim denarjem te delnice in imajo
verjetno malo drugačen odnos kot pa večji delničarji, sploh pravne osebe. Tako da počakajmo še, da vidimo, kaj se bo zgodilo, pa mislim, da se bo lahko po naslednjem najnem pogovoru malo drugače že pogovarjala, bolj pozitivni smeri, kar se tiče statusa malih delničarjev. To je to. Bi me veselilo in vam pri tem in tudi sicer želim veliko uspeha, pa ne nazadnje tudi trdne volje in živcev. Kot vidite, v letu dni mi tega ni primanjkovalo, kaj smo mogli vse skozi dati. Srečno. Spoštovanje, hvala lepa.